A si že videl take prompte? Pripravi vsebinski načrt za Instagram o Niša. Ustvari Facebook oglas za izdelek, ki bo spodbudil prodajo. Napiši objavo za LinkedIn, v kateri predstaviš moje storitve na področje. Sestavi e-poštno sporočilo za ponovno aktiviranje uporabnikov, ki niso odprli mojih zadnjih 3 sporočil. Ustvari scenarij za prodajni video mojega izdelka, ime izdelka. Rezultat je vedno za en kup. Moje ime je Erika Dvoršak in kljub slovenskemu priimku jaz sem pol Slovenka. Sem rojena v Braziliji, živim tu celo življenje, tako da odpusti me, ker bom sigurno zajebala kak sklon, bom mešala dovršne in nedovršne glagole, tako da odpusti me. Jaz delam kot digitalna strateginja in moj cilj danes je, da pokažem, kako uporabljam ChatGPT kot orodje za digitalni marketing. Tako da, če si freelancer ali če imaš svoj biznes na spletu ali če mogoče delaš za kakšno marketinško agencijo, ostani tle, bo sigurno nekaj zate. No, da gremo od začetka, ne? Kaj za vraga je sploh prompt? No, prompt je kot en skupek navodil, ki ga daš umetni inteligenci. In to je isto kot briefing, ki ga daš nekemu asistentu, da ti pomaga. Problem pa je, da folk ne zna sestaviti normalnega briefinga, potem pa dajo taka navodila. Ustvari 5 idej za objave na Instagramu o Niša. Zamisli si, da si pravkar zaposlil Jančka. Janček še ne ve, kako poteka delo pri tebi. A bi mu res dal taka navodila? Ne bi. Zato, ker enostavno ne pričakuješ, da bo ustvaril čudež iz enega takšnega stavka. Daj, zapomni si, da prompt ni kot neka molitev, ki jo bo Bogu slišal in ti bo poslal sveti odgovor. Ne, sploh ne, ni čudež. No, poglejmo, kaj se zgodi, ko je prompt nezadosten. Recimo, da bo naša niša osebne finance. Tako da bom dala tle, ustvari 5 idej za objave na Instagram o osebnih financah. Evo. 5 napak pri upravljanju denarja, ki jih moraš nekaj delati, bla, moj 50, 30, 20 proračun, investiranje za začetnike, 3 stvari, ki jih moraš vedeti. Tedenski pregled financ. Izziv. Ok. No, samo to, da veš, jaz sem ustvarila čist nov račun, to je prav kar ni treba plačati, jaz sem prav nov račun od začetka. Saj lahko tle dobiš neke ideje, samo če podrobno gledaš, je to totalno generično, hladno, brez duše, brez okusa, točno tak tekst, ki smrdi po GPT-ju. Potem mi rečeš, ja, saj je treba dati več informacije. Res je, ampak nisem to. Pravi prompt je prav kot recept. In dober recept ni samo mešanje sestavin, ne? Prav zaporedje je pomembno. A si predstavljaš, da bi pripravil čokoladni kolač, a bi slučajno najprej dal moko v peč in potem šele kasneje dodal Mislim, sestavine so tam, samo ne bo šlo, ne? Struktura dobrega prompta je jasen kontekst, natančna naloga, zaželena oblika rezultata, ton oziroma stil in omejitve, če jih slučajno imaš. Primer. Prevzemi vlogo strokovnjaka za vsebine na Instagram. Ustvari 5 idej za objave na feedu o Niša. Za vsako navedi naslov, največ 60 znakov, kratek opis, največ 120 znakov, en emoji in jasen poziv k dejanju oziroma CTA v obliki tabele. Uporabi preprost jezik in prijazen ton. Uporabi največ en emoji na objavo. In to lahko še ful zboljšamo. Jaz rada uporabim strokovni način, oziroma pojem, da je tvoj GPT strokovnjak za samo eno stvar. Bolj ko si natančen in bolj ko ga obravnavaš kot strokovnjaka, boljši bodo odgovori, ki jih boš dobival kar naprej v pogovoru. Damo prompt. Jaz bom pustila v opisu en link s temi dobrimi prompti, da lahko potem daš dol in evo, ti je treba nič tipkati skoraj. Deloval boš kot strateg vsebine za Instagram, specializiran za osebne finance. Preden karkoli narediš, postavi vprašanja, ki mi bodo pomagala določiti, kdo je moja ciljna publika, kaj je glavni cilj objave in na podlagi odgovorov, ki jih podam, ustvari 5 idej za objave na feedu. Za vsako objavo navedi naslov največ 60 znakov, opis največ 120 znakov, en ustrezen emoji, jasen CTA, objavi predstavi v tabeli, stolpci, naslov, opis CTA,
In ton besedila naj bo sproščen, kot da bi govoril s prijateljem, ki zapletene pojme razloži na preprost način. Uporabi največ en emoji na objavo in nikoli ne uporabljaj tehničnega žargona. Evo, da vidimo, kaj bo zdaj od tega. Da ti lahko pripravim čim bolj učinkovite ideje za objave, potrebujem nekaj ključnih informacij. Prosim, odgovori na spodnje vprašanje, koliko so stari, so bolj začetniki ali že imajo nekaj znanja o financah, s čim se trenutno soočajo. Če tega nimaš, kako bo tvoj Janček naredil nalogo? To je treba dati, ne? Ko mi odgovoriš na to, pripravim 5 ciljno usmerjenih učinkovitih idej za objave. Dobro, čakaj, jaz bom prav, zdaj si bom izmislila. So večinoma ženske, stari od 30 do 50 let, so začetnike, tistega ne zna slovenski. Nimajo nič parnega za v prihodnosti in se bojijo, da ne bodo imele za jesti. Jih samo zanima, ne samo zanima, jih zanima predvsem družina, otroke, potovanja, šport tudi, ne? A ne grejo, vsi Slovenci grejo na hribe in pa take stvari. Prioriteta je zgraditi skupnost. Ampak kasneje bi rada prodala spletne tečaje o osebnih financah. Evo, to sem zelo na hitro, sej boš bolje, ne? Boš bolje, prosim, ne? Da ne boš pustil Jančka tam. Janček rabi pomoč. Futraj ga z idejami. Evo, da vidimo. Evo, super, hvala. Na tej osnovi sem ti pripravila 5 idej za objave, ki so usmerjene v gradnjo skupnosti, govorijo o tvoji ciljni publiki in približajo osebne finance na topel, prijazen način. Zakaj se vedno znova loviš z denarjem? Ni kriv tvoj karakter, ampak sistem, ki te naučil. Mini korak, maksi učinek. Dovolj je že 1 evro na stran, resno. Vse za družino, nič zase, nisi sama. Napiši jaz, če se prepoznaš, no, to je dobro. Najboljši prihranek, ne tisti v banki. Ma, koliko stvari je treba pisati. Ja, itak, če si lih najel Jančka, je tvoja dolžnost, da ga naučiš, kako naj postane glavni frajer za mizo. Halo, ti si šef in še neki, moraš dati feedback. Janček, bogi, mora vedeti, pri čem je dober, pri čem je slab, pri čem se je treba še več potruditi. Ime orodja je ChatGPT. Chat je lih zato, da nadaljuješ s pogovorom, zato ker tako je najboljše, ne, da se izboljša preko pogovora. Zelo mi je bila všeč tvoja ideja, si tudi ti finančna mama. Veliko žensk trpi s tem, da skrbijo za družino. Veliko jih je, kako se reče, ločenih. Res veliko žensk trpi s tem, da skrbi. Veliko žensk skrbi, da skrbi. Mogoče bi lahko ustvaril še več idej s tole tematiko. Zdaj pa bom rekla, česar mi ni všeč, recimo. Tisto mini korak, maksi učinek, meni je zvenelo malo preveč kot agresivni marketing. Evo, zelo dobro, hvala, tvoj občutek za to je res jasen, to je super. Glej, o tem ne govorimo doma, v šoli pa tudi ne. Kaj bi rekla hčerki o denarju? Rada imaš mir, ne milijone. To mi zveni ful slovensko, ne vem, če imam prav. A rada imam mir, ne milijon. Še nekaj. Itak se bo zgodilo, da imaš predolg prompt. In moraš vedeti, da umetna inteligenca ima zelo rada take oznake. Tako da, če je tvoj prompt dolg, lahko označiš vsak odsek s takimi oznakami. Ko evo, ta je kontekst, tu so navodila in tako dalje. Še nekaj zdaj, ka bo češnja na torti. Ko dosežeš tisti najboljši rezultat, lahko pa GPT vprašaš, glede na najin pogovor, osnovni prompt in povratne informacije, ki sem jih dal, mi povej, kateri prompt bi me že takoj pripeljal do tega rezultata. Tako se postopoma
oziroma učiš, kako oblikovati prompte, oziroma temu se tudi reče prompt inženirstvo, čeprav ne vem, če se uporablja ta izraz v Sloveniji, lahko mi poveš v komentarjih spodaj. Prav ta spretnost bo ta ključna razlika med tistimi, ki res znajo uporabljati umetno inteligenco zavestno in učinkovito, in tistimi, ki se z njo samo hecajo. Ne zapostavljajo umetne inteligence. Lahko delaš hitreje, ceneje in bolj konkurenčno. To ti že zdaj prihrani tudi do 15 ur na teden, če delaš sam. Ti poveča produktivnost za do 40%. Ti zmanjša ročne napake in najpomembneje, ti sprosti čas, da delaš ono drugo, kar prav res šteje, ne? Za ustvarjanje, za strateško delo, enostavno, da imaš več prostega časa. No, če jaz imam kakšno blokado, jaz uporabljam jaz imam blokade vsak dan v svojem življenju in ja, jaz uporabljam ChatGPT vsak dan v svojem življenju, ful mi pomaga, res, to vse, kar sem lihkar rekla, ja, to je pri meni točno tako. Tako da iskreno priporočam, tudi če si začetnik, odpri račun. Kaj smo vse naredili z zastojnim novim računom. Ta račun je še neumen, naš Janček je še neumen. Če bi pokazala moj račun, ki ga dejansko uporabljam, jaz imam plačljivo, jaz plačam za ChatGPT, moj GPT je že moj Janček je bolj pameten od tega. Ampak glej, ja, in če plačaš, lahko ustvariš tiste posebne asistente in še ful stvari, itak lahko govorim o tem v kakšnem drugem videu, če nekoga zanima. To sem hodila reči, zdaj je pravi čas, da se učiš, da se naučiš. Da se naučiš, se treba naučiti, ampak itak se ne boš naučil zdaj do konca, ker je vedno nekaj novega, da se učiš. Zdaj je pravi čas, In če ne veš točno, zakaj bi uporabil ChatGPT ali katerokoli drugo orodje, če ti manjka to strateško znanje, evo, subscribe spodaj. Moj namen tukaj je deliti vse, kar se učim, vse, kar sem se že naučila in še vedno učim in testiram v našem ogromnem brazilskem trgu. Tako da spodaj sem prilepila link s prompti in še nekaj dodatkov, ne? Klikni subscribe, downloadaj in vidimo se v naslednjem videu. Čau! Naj ne uporabljaš, dovršne ali nedovršne, uporabiš. Evo, boli me kurac enkrat. Zapomni si. Olha pra frente, Erika, porra, tô falando tu quem? Fala com a audiência. Não, ai, mano.